Kvaliteti in razvoju slovenskega boksa? Nikoli boljše. Ok, kaj pa po noči življenja? Nikoli slabše. Ja, spoštovane goste, ljubitelji boksa in vsi obiskovalci, še enkrat dobrodošli na današnji finale, ki se bodo pričeli od 13. ure dalje. Tam vidimo sodnike in jih tudi pozdravimo, delegat Marko Marovič, sodnika Ive Zvonko Maloseja, Dragan Čovič, Najm Ramaj, vsi ti prihajajo iz Hrvaške in še slovenski sodniki Rastov Hodnik, Milan Kulster in Marko Lačen. Evo še en aplavz za sodnike, ki so tukaj danes že tretji dan. Hvala lepa, smo z uradnim protokolom, potem pa že gremo na prve borbe današnjega dne, prvi finale. 20 borb, vse skupaj nas čaka danes, tako da vse bo zanimivo, dobro in lepo. Kličem župana občine Ravne na Koroškem, gospoda magistra Tomaža Rožena. Direktorja javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Aleša Logarja. In še, če že tukaj, kličem tudi ravnatelja osnovne šole, gospoda Starega Osojnika. Pozdrav seveda tudi glavnemu organizatorju Vladku Nikolovu, predsedniku Društva borilnih športov Ravne, za seveda to organizacijo danes. Zato bo tudi podelil zahvale za brezpogojno pomoč in sicer najprej Bokserski zvezi Slovenije, predsedniku Sašo Pučku. Za brezpogojno pomoč pri sodelovanju za tem državnem prvenstvu organizaciji občini Ravne magistru Tomažu Roženu. Za brezpogojno pomoč pri organizaciji tega državnega prvenstva predsedniku oziroma direktorju Alešu Logarju, javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. In če že tukaj, gospod Stane Osojnik, še njemu kot ravnatelj šole, če bomo dali kasneje. Hvala lepa, mogoče še ta beseda. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, pozdravljeni na Ravnah, pozdravljeni v Koroški regiji, spoštovani bokseri, bokserke, trenerji, starši. Veseli me, da ste se zbrali na Ravnah na Koroškem, na državnem prvenstvu v boksu. Imamo čas, da prvič gostimo to prestižno tekmovanje. Zahvaljujem se Bokserski zvezi Slovenije, ter našemu športnemu klubu, bokserskemu klubu Božina, da smo seveda deležni te časti, da lahko torej gostimo najboljše bokserje in bokserke naše države. Zahvaljujem se vam za vašo udeležbo, vsem želim dobro izpeljavo tekmovanja, naprej čestitke vsem državnim prvakom. Vsi, ki pa ne boste so državni prvaki, pa jemljite to borbo kot spodbudo za nadalje še boljše delo in upam, da boste še več naši gosti na Ravnah na Koroškem
Kajti ta športni klub Fužinar, boksarski klub Fužinar ima kar 4 finaliste, kar pomeni, da smo tudi v boksu naravno pomembni. Torej, hvala še enkrat za vašo udeležbo in pa dobrodošli naravno. Hvala lepa in začnemo z bojnami. Dobar dan, sem Vlatko Nikolo, predsednik Društva borilnih športov Fužinar. Mi smo organizatori 25. državnega prvenstva v boksu. Tekmovanje traje 3 dni. Tekmovalcev je 120 od približno 25 klubov iz cele Slovenije. To so najboljši tekmovalci v Sloveniji, kar jih premore država. Srečno. Današnjega tedna sicer pionirji in že prvi domačin v rdečem kotu za domači klub Fužinar Teo Ovčar. 30,5 kilogramov in dvoboj med Teo Ovčarjem, Rdeča Oprava in Junež Gajner v Modri Opravi. Želimo najprej in športno borbo. Še 10 sekund, slišimo tale udarec. Tile fantje turniri imajo 3x3 minute po minuto. Evo, vesela tega. Evo, Teo! Evo, Morec! Naslednja dva naj se pripravita Aljaž Mahnič in Luka Rašič.
Končana je prva borba na našem finalu, in sicer med pionirji do 38,5 kg med Momčarjem in Jurejem Žgajnerjem. Razglasitvi dobimo ocene sodnikov, bomo tudi podelili na temle podelitvenem odru medalje za vsakega. Zdaj pa še uradna razglasitev zmagovalcev v tem prvem finalu. Enoglasna odločitev sodnikov, in sicer zmago do 38,5 kg kategorije pionirjev je dosegel modri kot Jurej Žgajner. Bi kar prosil fanta, če pridete tukaj po medalje na tem podelitvenem odru, kjer bo podelil medalje predsednikom Slovenske zveze Slovenije Sašo Pučko. Pol kilogramov je osvojil Teo Ovčar Požinar. Tako ja, starši in ostali lahko tudi slikate to podelitev. In prvo mesto iz kluba Golden Gloves, znate lokalice Ljubljana, Jurej Žgajner. Takole bo nekako danes to izgledalo, na drugi strani pa bomo se že pripravili na drugo borbo, na drugo finale današnjega dne do 44. David Škorjanec, legionar Šmarje Plješa in v rdečim kombinezonom, v rdeči majici Nik Levet Nikolov Požinar. To je sin trenerja Vladka Nikolova. Začetek že na štartu. Predvsem domačina. Dve minuti trajajo te runde pri kadetih. S tehničnim nokautom v tretji rundi zmagovalec iz rdečega kota Nik Levet Nikolov. Čestitke tudi Davidu in vabimo oba na razglasitev, da prejmeta medalje. Ti je prislužil David Škorjanec, legionar Šmarje Plješa. Kadeti do 50 kg. Levet Nikolov, boste se do Požinar. In upajmo, da ga čaka še lepa kariera. Kot seveda tudi vse ostale, ki boste dovolj delovni, priti in seveda dirali v duhu športa.
Deljena sodniška odločitev. Zmagovalec v kategoriji mladincev do 60 kg pa rdeči kot Bojan Nikolaj. Lep pozdrav, moje ime je Andrej Rjavec, sem član Društva borilnih športov Fužinar. To državno prvenstvo, ki danes poteka na Ravnah na Koroškem, je prvenstvo, ki smo ga pač prvič kot takega organizirali na Ravnah. Gre za prvenstvo, na katerem sodelujejo številni dobri, kvalitetni boksarji Slovenije. Mnogo je tudi naših tekmovalcev, kar 4 so se uvrstili v finale in seveda upamo na njihov najboljši uspeh oziroma na njihovo zmago. Bi pa še rad dodal to, da na Ravnah obstaja ogromno boksarskega znanja, ogromno izkušenj, tako da vabljeni v naše vrste. Hvala. Mladinci, prosim, če prijete do podelitvenega odra. Mi pa imamo v rdečem kotu, super težki kategoriji, plus 91 kg, prihaja iz boksarskega kluba Fužinar Ravne, Andraž Makić. Trener Vlatko Nikolov. Do 81 kg, drugo mesto do 81 kg, Nik Poličar. Mi pa želimo lepo in športno borbo tudi na zadnji preizkušnji med mladinci, med Makićem in Bobnarjem. Do konca prve runde, super težke kategorije. Med mladinci, Makić versus Bogdan. In v zadnji kategoriji do 91 kg, super težke kategorije med mladinci, je zmago osvojil po enoglasni odločitvi sodnikov rdeči kot Andraž Makić. Pred pričetkom kategorije elit ženske, pravi ženske članice, 2 tekmi, 2 borbi, potem pa še elit moški člani, 6 borb. Še podelitev za zadnjo borbo pri mladinci, super težka kategorija do 91 kg, drugo mesto je Bogdan, BK Ljubljana. In prvo mesto v tej kategoriji za Andraža Makića, boksarski klub Fužinar Ravne.
Z veseljem lahko rečem, da kvaliteta državnega prvenstva v boksu je na zelo visokem nivoju. Videli smo veliko dobrih, kvalitetnih dvobojev in verjamem, da bomo v finalu videli še več, oziroma tisto poslastico, kaj pravzaprav naša država Slovenija premore in je seveda na zavidljivi ravni. Ja, smo nazaj. Elit ženske, 3 borbi in prva je že tukaj, 14. borba današnji final in sicer rdeči kot Monika Božičko, Ring Tuj. Modri kot prihaja iz boksarskega kluba Ljubljana, Katarina Prac. Borba je tista, ki jo čakajo predvsem domačini med Klemom Turkošem in Denisem Lazarevem. Predstavnika koroških Slovencev, Čofija Ahmetoviča. Zmaga v kategoriji ženske do 54 kg gre rdeči kot Monika Božičko, Ring Tuj. Evo navijači. Sedi Sedidović. Izredno eksplozivna oba. Tehnično in seveda tudi kondicijsko izredno pripravljena.
Kakšno vzdušje tukaj v bližnjem Vrabcu na državnem prvenstvu. Druga runda napada. Veliko dela ima v tej rundi tudi sodnik. Pri 18. finalu še 3 borbe nas čakajo, 3 pari do zaključka. Naslednji je že zadnji domači dvoboj, saj domačega boksarja Klemna Turkoša proti prav tako odličnemu Denisu Lazarju iz boksarske kluba Ring-2. Dajmo en velik aplavz za oba. Proti koncu gre finale 75 kg. Rdeči Aljaž Venko, Slovenska Bistrica. Modri Andrej Bakovič, Tivoli. Gremo navijači. Še 10 sekund. In končana borba v kategoriji 75 kg. Aljaž Venko versus Andrej Bakovič. Bravo navijači. Da vidimo, kje so navijači od Andreja Bakoviča. Aljaža Venka. Še tukaj je ena modera. Kaj sledi? Sodniška odločitev.
Sodniška odločitev 2-1. Klub Tivoli Ljubljana. Zato prosim vse predstavnike vseh klubov, boksarskega kluba Tivoli, Slovenska Bistrica, Ring Ptuj, Fight Club Ljubljana, Fužina Ravne, Golden Gloves in ostale ŽBK, Portorož, da končamo tole državno prvenstvo in se potem še skupaj v drugo smer poveselimo in proslavimo. Začela se borba, Klemen Kurkuš, Rdečiko, Denis Lazar, Moriko. Končana prva runda. Denis Lazar, Ring Ptuj, Klemen Kurkuš, Fužina. Druga runda.
kg Čani, Denis Lazar versus Klemen Turku. Konča druga runda. Za Denisa Lazarja. Navijači tudi zanimiv dvoboj med sabo, ampak čaka nas še Lazar in Ptuj. Dajmo še en aplavz za oba in v zadnjem tretjem minuto. Dajmo navijači. Veliko pomoči je že prišlo vrna, ampak tudi je proti koncu tretja runda. Kaj navijači obeli? Čestitke, Denis Lazar, Klemen Turku. Neki so mi isto naredili, so ovako vi podali. Do 81 kilogramov. Reči gol, Klemen Turku. Znate smo, rekla vseeno, evo ga smo videli nič. Denisu Lazar, Linkos, Ptuj, Sašo Klinc. Zdravo, moje ime je Aleksandar Pučko, sem predsednik Boksarske zveze Slovenije. Od 27. do 29. maja smo uspeli videti državno prvenstvo v boksu za posameznike. Tokrat prvič v zgodovini samostojne Slovenije se je to državno prvenstvo odvilo v Ravnah na Koroškem. Mislim, da so ljubitelji boksa, publika in pa vsi prisotni lahko bili navdušeni nad predstavami mladih, nadobudnih slovenskih boksarjev.